poznal si nam neki eno tole dependent origination, se pravi v slovenščini je to pojavljanje, nastajanje z izvorom ali kako. Tako nastajanje za izvorom, ja. Tako da sem mislil, da je bilo že enkrat vprašanje v tem, ne, sem mislil, da je Anja vprašala. In Adrian je moj že rekel sam, ne, da ni zdaj to nujno, zdaj ne vem kaj veliko razmišljati o ptičji samopadi, ni ravno predpogoj za prakso. Ni pa nič napačnega se tudi malo o tem pogovarjati, dati nek uvod, da se vsaj vidi, a se vsaj delno malo začuti, ne, kaj je to ptičja samopada, pa da se vsaj zasluti, da se zavidi, kako je pravzaprav strukturiran, pa kako je vse odvisno, ne. Ker včasih mi, ki nekaj doživljamo, jemljemo tako zelo samoumevno, da je nekaj stabilno, pa da nek občutek jaza, da jaz sem in svet je zame. Ok, svet se spreminja, svet se mi ponuja kot lep, kot grd, tam svet je do mene prijazen, ali pa svet me sovraži, drugi me sovražijo, drugi me ljubijo, jaz sem srečen zaradi tistega, zaradi tiste stvari, zaradi tiste osebe, jaz trpim zaradi tiste stvari ali osebe. Tako da vse nekako gledamo na zunaj, analiziramo zunanje stvari, razglabljamo, manipuliramo, urejamo, vse te stvari, ki so zunanje. In to vedno delamo s takim načinom, da vzamemo tale jaz sem, ta perspektivo kot samoumevno. Tako da sem mislil, zdaj pa ptičja samopada, je zelo težko razumeti, ker ne moramo tako razmišljati logično, pa ne tako na linearen način, ker celotna ptičja samopada je prisotna, je tukaj. Tako da vidite, zdaj to ste vi že dobili, na svoje e-maile, tako da imate malo pregled, zdaj jaz ne vem, kako bom šel jaz tule v detajle. Kakor vidite, samo definicija ptičja samopada, ni tako lahko prevesti, pač imate videti, da ptičja pomeni pride do nečesa, upada pa pride iz nečesa. Torej vse nekaj, kar je prišlo od nečesa, Torej, da vse ima neko, je pogojeno od nečesa, da nič ne obstaja sami po sebi in ptičja samopada se predvsem ukvarja s tem, da nekako opisuje, da vsa ta naše doživljanje, da je strukturirano, da kako mi dojamemo svet, da sam svet je strukturiran, in da je tudi pravzaprav to povsem tale glavni problem, ki bo učil, to je duka ali neprijetnost, da ima svoj izvor. In ko vidite že na tem spisku, če pogledate na številko 12, Džara Marana duka, smrt oziroma trpljenje ima svoj izvor, in lahko izvor vidimo na številki 1, da je nevednost. Torej, da vse ta neprijetnost ali ta trpljenje ali tesnoba ali kakorkoli mi to že imenujemo, ima izvor in izvor je pravzaprav nevednost, kar je pravzaprav dobra novica, ker nevednost se da tudi lahko pride do vednosti, če pridemo do spoznanja in s tem lahko, to je edini način, da lahko potem rešimo težavo, oziroma ta problem, ki imenujemo duka. Tako da ste lahko še pogledate tale file. Zdaj pa tako, da bomo začeli, mogoče bi začeli najprej govoriti o tistem zadnjem delu ptičje samopade, ki je smrt, Zdaj vidite, da mi se bojimo smrti, da razmišljamo, kaj bo z nami. Vedno je neka smrt tam v svetu. Ampak vidite, da ta smrt je strašna. Zakaj je strašna? Zakaj se bojimo? Znam dopovedati, zakaj se bojimo smrti, Ker smo navajeni, da so stvari tako, kakor so. Nočeš, da se spremeni. Si navajen, da pač obstajaš. To je edino, kar poznaš.
ko postajaš. Torej se bojiš spremembe za koga? Da se spremeni za mojega psa, a se spremeni za koga? Ti si toliko misliš, da si ta nama rupa, toliko si prepričan, da si ta identiteta, da seveda potem misliš, da tudi boš umrl. Ja, torej vidiš, da se bo nekaj izginilo od tebe, tisto, kar jemeš moje. Če ne bi imel moje, če kaj izgine, pa kaj pola, ne? Če nekaj umre, ne gledamo novice, pa ljudje umirajo in tako naprej, koliko se nas dotakne. Mogoče imamo sočutje do kakšnega primera. Če na primer se pojavi, ne vem, v Sloveniji Sava poplavi celo Ljubljano, pa jaz nisem v Ljubljani, pa Ljubljana ni moja, se bo mi malo bolj dotaknilo, ker mi je bližji. Če so kakšne poplave, ne vem, nekje na Japonskem, verjetno zelo manj. Če bo poplava se zgodila v hiši mojih staršev, se bo še bolj dotaknilo. Če sem jaz potapljal po poplavi, se bo še bolj dotaknilo. Torej, v vsakem primeru ko jemljamo kot moje, koliko jemljamo moje, je tu potem tale moč mojstva ali pa pridobitve, prisvojenja. Prisvojenja je različna, različni toni lastništva. In bolj, ko se lastimo nekaj, seveda bolj bo potem boleče. In isto je potem, in kaj potem najbolj moje, je prav ta jaz, ta občutek stabilnosti, da bom jaz izginil, da bom jaz umrl. In s tem ne samo, da bom jaz šel stran, ampak vse stvari, ki sem jih ustvaril, naprimer, svoje življenje, svoje projekte, moj smisel na tem svetu, vse to bo izginilo. Moje ljubljene osebe bodo izginile. Tako da se mi z vsemi stvarmi, s kateri se mi identificiramo, stvari, ki so nam blizu del našega življenja. In zaradi tega ima smrt je najbolj, kako hočem reči, neprijetna stvar, najbolj strašljiva. Ampak Buda je hotel povedati, da ni problem, da sam smrt ni tako problematičen, ampak smrt se začenja zaradi teh želja, ki jih imamo, oziroma tega zadrževanja stvari. Torej vse stvari, ki jih jemljamo kot moje. Se vzemamo sebe kot samoumevno, jaz sem, jaz obstajam, tega se nikoli ne vprašamo, kaj je jaz in ali sem jaz, ali nisem, ali kaj takega, ampak jemljamo zelo samoumevno in potem stvari so zame. Če jaz sem, stvari so zame. Ampak problem je pa potem, da vse te stvari, ki jih jemljamo kot moje, ima svojo naravo. Vse te stvari, vse, ki si jih lastimo v svetu, imajo svojo naravo odhajanja, prihajanja, nekaj zgradimo, ima na primer hišo, tudi se stara, razpada, treba vedno obnavljati. Si ustvarimo neko status, ali imamo doktorat ali neko zelo visoko stanje v družbi, ali slavo, tudi to lahko umira in izgine. Vse, kar, na primer, tudi že postavitev samostana, Samanadipa, ima tudi naravo razvoja, pa tudi naravo razpada. Čez nekaj časa bo izginilo. In isto se bo zgodilo z vsako stvarjo. Čez nekaj časa bo Samanadipa mogoče postala čez neka zaraščen kraj, brez menihov, stavbe bojo začele razpadati, kutije bodo zgnile. Kdo ve, pri njemu se je zgodilo takole, pred nekaj meseci vse je začelo nekaj
Še lank poceno se bo videlo hmalo, kako bo vse zaraščeno. Nikoli se ne ve. To je zanimivo to videti v neki perspektivi, da vse, kar mi ustvarimo v življenju, naprimer, če dam samo lepo kot primerjavo, z moje perspektive, koliko treba truda za ta kraj, koliko treba delati, koliko treba investirati. In potem, čez desetletja, stoletja, kaj takega, bo tudi šlo naravo razpadati. Tako da vse nekaj, ki mi ustvarjamo za svet in delujemo, bo vedno šlo k propadu, razkroju in tako naprej. Pa da malo drugo primerjavo, imamo potem, kako čem reči, vse, kar si ustvarimo, bo podvrženo staranju oziroma spreminjanju in potem prenehanju ali smrti. In potem vse to pride zaradi nekega začetka, rojstvo. Če imamo na primer otroka, ki se rodi, tako da otrok je prišel, Martina bo znala povedati, otrok, z otrokom je prišlo rojstvo. Zdaj otrok ne more, nismo rojstvo, in to je to. Zdaj je cela neka odgovornost do otroka. Torej, vedno prinese skrb, veliko misli investiramo v to, ne moramo zdaj reči, da ni moja odgovornost. In tudi otrok se potem stara, so bolezni in to še se že vidi, vodi tudi nekemu staranju in čez nekaj lahko se zgodi, da bo smrt. In to je potem tudi smrt za nas na nek način, ker vidimo, kako nam to vse izginja. Nekaj, kar nam zelo blizu, ljubljeno, moj otrok, posebno otrok je zelo tisti občutek moje. Vidimo, da bo prišlo do tega. Zakaj? Ker je bilo rojeno. In ni to zdaj tako bolj grobo, rojstvo. Ampak vidimo, da rojstvo vse, kar začenjamo sploh delati. Naprimer, rojstvo je tudi, za kontemplacijo lahko uporabljamo tudi ta primer, da rečemo, ok, jaz se bom pa predal temu partnerstvu, temu začetku, bomo skupaj živela. In prišlo je do nekega rojstva. In spet, s tem rojstvom je treba potem ohranjati, je vložen trud, čez nekaj časa se spreminja, se stara, in ko to pride do razcepa, razkola, in je tudi neka smrt, ki seveda prinaša tudi veliko bolečine, strahu in nekemu koncu. Torej, vsaka zadeva, ko mi nekaj delamo, damo nek napor, damo neko dejanje v nekaj, to pomeni, da damo temu rojstvo, in z rojstvom potem seveda smrt vedno pride, oziroma staranje vedno pride, je neizogibno in smrt bo vedno prišlo. Torej, vsako stvar, ki si nekaj ustvarimo, vsako dejanje, ki delamo, bo propadlo. In to ni važno, temu se reče potem kama, dejanje. In dejanje lahko pride do slabega dejanja ali dobrega dejanja. V vsakem primeru delamo rojstvo. Torej, če delamo slabe stvari, bo vedno prišel nek rezultat. Če delamo tudi dobre stvari, bo tudi prineslo dobre stvari, bo prineslo dober rezultat. Ampak v vsakem primeru, kot celoten projekt, nikoli ni stabilno, nikoli ne traja. Martina, si hotel nekaj reči? Samo sem hotela mogoče, če kaj misliš. Recimo, če rečeš, da čim nečemu priznaš obstoj, nekak samo obstoj, da obstaja samo na sebi, čim nekaj v tej nevednosti, čim nečemu daš eno identiteto, je to rojstvo ene identitete, in to neizogibno vodi v spremembo, staranje in smrt. Tako, to je to, ker tudi v sutah imamo tako. Ponavadi sutah zelo govorijo, ponavadi tale rojstvo, da smo mi bili rojeni, in zato, ker smo bili rojeni, se bomo stali, bomo umrli, bo bolečina. Je pa tudi govoril, zlato je rojeno.
Te stvari, ki logično ni rojeno, ne? Pa še druge stvari govorijo, da je rojeno in da bo umrlo. Torej, vse stvari, potem so spiski, govori o živini, ne vem, imaš koze, krave, pa ženo, otroka in tako naprej, ne, vse to je bilo rojeno. Ampak v smislu te stvari, ki jih je dal na spisku, če človek jih prebere, te spiske, ne, in vidi, kam vse skupnega, vse te stvari, ki so zame, ki so moje, ki si jih lastim, vse to, kar je zame moje, in s čemer se potem tudi seveda jaz identificiram, bo se staralo, bo umrlo. In zdaj vidimo, ko govorimo, sem, ko res razmišljamo, kaj ti so stabilno, vidimo, da na koncu, da jaz sam po sebi ni nič, če nima ničesar se identificirati. Ko razmišljam, ok, meni je strah smrti, rečemo, ne. In zakaj mi je strah? Ne zato, ker jaz ne bom obstajal, ampak zato, ker pa jaz ne bom mogel, ne vem, delati ta projekt, ki mi je všeč, ne bom mogel iti v gore, ne bom mogel se pogovarjati s tem menihem, ki mi je zelo super se pogovarjati, pa ne bom mogel brati knjige in študirati ene stvari, ki jih mi zanima, ali delati tisti tak projekt, ali pa ne bom mogel igrati muziko, poslušati muziko, uživati v naravi, živeti v hribe. Torej, s tem, s čimer se mi identificiramo, in vse tem stvarmi, ki se mi identificiramo, je subjekt staranja, bolezni, smrti. Torej, ta identiteta je osnovana, je grajena na temelju, ki je subjekt staranja, bolezni, smrti. Vse, kar se oprijemljamo, vse naše projekte, samo opazujemo na naše projekte, da kako v kratkem času propadajo, izginevajo, izginejo. Tako da, in to je zdaj, ta del prtiča samopada, govori. In zanimivo rojstvo, čisto besedno džati, ko vidite tam na spisku, vidite, da džara, prihaja iz genesis, geneti, genesis, to je etimološko bolj povezano, geneza. In geneza pomeni, to je bolj dobesedno bi bilo geneza, ne rojstvo. Torej, geneza pomeni začetek, vir nečesa. Tako da je zelo dobro s tem razmišljati. Predvsem, ko se začne z genezo, in potem z genezo bo vedno neko staranje, propadanje, in potem mara, smrt, propad. In vidite, da džara marana, suka parideva, oziroma je vedno povezano skupaj, ni samo z starostjo, je smrt, in potem v angleščini je bilo sorrow, lamentation, pain, grief in despair, torej vse neko obžalovanje, žalost, trpljenje, vse potem tu sledi skupaj. To je vse po točko 12. In te stvari pridejo zaradi tega, ker je bilo rojeno, ali pa, če drugače povem, vse, kar nekaj smo dali neki začetek nečemu, rojstvo nečemu, rojstvo našemu projektu, in ne samo rojstvo otroku, ampak rojstvo vse stvari, ki jih delamo. In rojstvo mora priti, vidite, da rojstvo skoraj da, ne morem reči, zdaj pa ne bom dal rojstvu, kot da bi rekel, zdaj pa ne bom delal nič, pa ne bom reagiral nič, pa nič se ne bom ustvaril. Smo vrženi že v rojstvo in ne mogoče zdaj reči ne, z neko odločitvijo, ko potem damo v rojstvo odločitvi. Torej, in se ne da, zakaj se ne da? Zato, ker imamo že nek pogoj, in tukaj že vidimo bhava, da če je bhava, bo rojstvo. Torej, če je eksistenca, bo rojstvo. Ja, in rojstvo, to pomeni, oziroma bhava, pomeni biti, torej, da nekaj je, eksistenca, ki bo splošen izraz, da stvari so, da stvari so zame, da so stvari ločene od, da ima neko stvarstvo,
a ne, da ima da nekaj je. Torej, da nekaj je, že pove, da je nekako neka stvar izolirana od drugih stvari, da ima neko omejenost, da prepoznamo in da, ja, tako bi jaz opisal zdaj bava, ne. In to je. Jaz sem eno vprašanje tle. Rečeno je bilo, da je baba predpogoj za rojstvo, ampak a ni ravno obratno, da je najprej rojstvo, potem pa je. Ne, tukaj ne. Baba ne pomeni ravno življenje, a ne, je bolj splošen pomen. A ne, torej, potem se bo naprej videlo, ne, veš, da nekaj je, da nekaj obstaja, mora nekaj biti, da smo potem v to bitnost mi rojeni. Torej, je že neko polje, v katerem je seme bilo posejeno in v katerem začne rasti drevo. Torej, ampak tale bitnost, a ne, ima tudi svoj pogoj in to je upadana, a ne, kakor vidite, dano, torej dodanost, bi temu lahko rekli, ne, ali domneva. Torej, mi stvari ne vidimo take, kot so, ne vidimo neko z nevednostjo in ne vidimo tukaj take, kot so, oziroma naša perspektiva je nekaj doda na to, nekaj domneva, se ustvari, a ne, in te domneve so različne, 4 jih je Buda razvrstil, ne, torej pomeni neko domnevo o čutnosti, domneva čutnost stvari, da so stvari zame, da jaz lahko uživam v teh čutnih užitkih, a ne, da bo pripeljalo meni neki užitek, torej še zmeraj popogojuje ta perspektivo zame, a ne. In potem imaš, tele čutni užitki, ne, pogledi, a ne, potem imamo nesplošni pogledi, potem pogledi, da atavada oziroma da jaz sem, to je tudi domneva, in da jaz lahko, potem imaš pa silabata, kar pomeni, da jaz lahko manipuliram oziroma urejam svet in da bo mi to olajšalo in očistilo in tako naprej. Torej, vse te stvari imamo mi neko domnevo, da tukaj je ta občutek sebstva in da so stvari zame, torej, da so čutni učitki zame, da so stališča, mnenja, ki jih imam, jih jemljem na nek abstrakten način, a ne, da svet je zame, da sem jaz sem in stvari so zame, to je ta občutek sebstva, ta pogled sebstva oziroma domneva sebstva, pa da jaz lahko manipuliram oziroma urejam svet, moj svet, a ne. Torej, to je zdaj ta del aspekta, ta upadana, a ne. No. Potem gremo pokažem še, gremo na hitro še naprej, se ne bom se veliko ustavljal pri vsaki, samo dam da splošen pregled. Potem imamo tukajle so upadana, ne, zdaj kaj pogoj za upadana, a ne, če imaš ti neka stvar, na primer neke ideje, ideologijo ali imaš neke čutne užitke in tako naprej. Zdaj, kaj je predpogoj, kaj mora biti, na kateri fondaciji mora to stati, da lahko mi jaz domnevo, a ne. So potem seveda želje. A ne. Želje potem povzročajo tale domnevo, a ne. Želje, jaz hočem to, ne, vedno iskam neke prijetnosti, a ne, zagramo zame, moje, kar pomeni to, pride nujno do domneve. Ustvarimo si s svojimi s tem domnevami, s temi stališči, pogledi, se potem ta bit, ta svet ustvari, v katerega pride vedno rojstvo, vedno delujemo s tem proti v to in ki bo vedno zaradi tega bil subjekt staranja in umiranja. Torej, želje. Trsta, je zanimivo, ne, tudi etimološko, tanha je trsna, kar pomeni želja, dobesedno,
a ne. Torej, večna želja, nismo nikoli potešeni, a ne. Vedno je ta, a ne, to je že da neprijetnost, vedno moramo piti, vedno je tista suša v nas, ki mora biti izpolnjena, a ne. Zdaj, zakaj pride do želja, a ne, do tanhe? Seveda občutek, to so 3 občutki, prijeten, neprijeten in nevtralen. Torej, če imamo mi neprijeten občutek, je želja, da se izognemo te neprijetnosti, a ne. Da če imamo mi prijeten občutek, spet pride do želje, da še več želja ali zadrževanje želja, a ne, vedno nas ta povezuje s svetom oziroma stvarmi, zame. Nevtralen občutek, a ne, spet želje po nekem občutku. Tako da in s tem pride potem seveda do domnev. Eno vprašanje še. Za genezo oziroma rojstvo, a bi lahko se to tudi razumelo kot, torej če gremo stran od tega, da je pač rojstvo otroka oziroma živali, a ne, pa gremo malo bolj abstraktno, a bi lahko bile to odločitve pa neka zavezanost s ciljem, torej pač ko narediš plan in se nečemu predaš, torej pač v bistvu s tem začneš neko pot, ne? Ja, vidiš, imaš nek plan, imaš neko pričakovanje, imaš neko željo, a ne. Jaz bi rekel temu že takoj, damo neko rojstvo nekim ideja, ne, ker če se te ne bo izpolnila ta želja, ne, a veš, boš mogla sprejeti, zdaj kako je tu močna navezanost na to zadevo, ne. Lahko potem izgine ali pa če se nekdo ne strinja s tvojimi plani in tako naprej, ne, nas se dotakne. Nas lahko prizadene, ne. Tako da ima svojo naravo staranja in umiranja, a ne. Hvala. Kaj je to? Hvala. Okej. Potem ima pa ta pomembna, ne, zdaj, kaj je predpogoj za vedena, a ne, je pa tale pasa, pravzaprav jaz sem tukaj prevedel kot sprejetje, ne, ki je najbolj etimološko povezano, se zdi tako, a ne. Drugače se pa prevaja kot kontakt ali nek stik, a ne. Zdaj pa vidite, ne, da kako bi lahko prišlo do želja, če ne bi bilo nek subjekt, jaz in stvari zame, a ne, torej zame. Zdaj, kontakt je lahko zelo abstraktna beseda, ne, okej, kontakt je lahko kjerkoli, pa nima nič zveze z mano, ne, ampak pa se pomeni bolj povezovanje z mano, torej, da jaz in moj svet zame, a ne, in ta dualnost potem, a ne. Če pridete dualnosti, jaz sprejmem to doživljanje, potem pride seveda do tega občutka, a ne. To je neprijetno, to je prijetno, kontroliramo, pride seveda do želja, domnev in tako naprej potem, a ne. In se zdaj res začenja potem zaradi tega, te dualnosti, a ne, ta sebstvo in zame. Temu potem pravimo pasa. In pasa, a ne, kako lahko je prišlo do tega kontakta, je salajatana, ne, torej zaradi teh 6 območij čutil, a ne, in zanimivo etimološko, jata, a ne, torej neko staroslovensko beseda, jata, za letenje, oziroma neko območje, a ne, ki se premika, a ne. Torej, to je neko območje, 6 območij čutil, salajatana, ne, to je potem seveda območje vida, vonjenja, okušanja, slišanje, potem tip in tudi umsko prepoznavanje. In to, kaj je predpogoj za to, oziroma kaj je zdaj fundacija tega, je nama rupa, a ne. Nama pomeni tale, dobesedno se reče ime, rupa pa snov, snovnost,
ali materija. To je pa svet, ali pa lahko bi rekel tako, z eno besedo jaz prevajam nama rupa kot fenomen, torej stvari, ki jih doživljamo, vse, kar doživljamo, ima ta aspekt, da je neka materija, materialnost, to so vse 4 elementi, to je ogenj, zrak, voda, zemlja. In nama pomeni imenovanje, torej, da mi prepoznamo te stvari, nama vključuje tale zaznava, vključuje tale intencija, kaj je namenskost tega in tudi občutek, torej, da mi prepoznamo ta objekt. To gre za neko prepoznavnost oziroma ime. Torej ima neko trdnost, neko substanco znotraj teh 4 elementov, pa nama da pa ta imenuje, da je nekaj prepoznano. In potem, kaj je predpogoj za nama rupa, je seveda zavest. Dobesedno, etimološko razvem, to ni slovenska beseda, razvem, je zavest. In zavest je tole, pač prisotnost nečesa, da stvari so prisotne. Torej, in potem nama rupa, vinjana, so med seboj soodvisna. Torej, mora biti fenomen in mora biti zavest tega fenomena. Zavest ne more obstajati brez fenomena in fenomen ne more obstajati brez zavesti. Torej, tukaj se lahko tudi ptičja sampada konča. Ampak je tudi dal Buda to ptičjo sampada, da razloži, da do te stvari pride zaradi tvorbe, da je stvorjeno in tvorba pride zaradi nevednosti. Tako da to je zdaj tak bolj na hiter pregled te ptičje sampade, ker je bilo tudi vprašanje, kako to uporabljati na praktičen način. Zdaj, kot sem rekel, ni nujno, je pa dobro, ni nujno zdaj tole za uporabljati v praksi, ni predpogoj za pravilni pogled. Še zmeraj pa ni napačno, da poznamo te stvari in lahko uporabljamo tudi za kontemplacijo, da razmišljamo samo en link, ostanemo s tem linkom in razmišljamo o tem, predvsem v meditaciji, da nekako, ker to nas vabi k temu pravilni kontemplaciji, razvoju, ker vse te stvari, ki razmišljamo o takih zadevah, nas vabi, da ne razmišljamo tako na abstrakten način, da bi analizirali pred seboj. Če mi začnemo razmišljati o ptičji sampadi kot eni stvari, ki jih moramo logično pa intelektualno razumeti, ne bomo nikamor prišli. In to se že poskuša skozi zgodovino. Zdaj tudi obstaja so tudi šole, prakse, ki razlagajo ptičjo sampado popolnoma drugače. Uporabljajo kot za neko nek abstraktni dokaz, da pride do ponovnega rojstva, kot da nekaj teče v času. Mislim, da pravi, da Avijja Sankara je v prejšnjem življenju, v tem življenju vinjana, ko zavest pride, ko se rodi, v tem življenju potem, pa umre, pa džati, spet je pa naslednje življenje. Tudi to boste verjetno kje slišali, Sem, kakor jaz razumem, ptičja sampada je brezčasna, oziroma da čas ni faktor, ne gre za v nekem toku, kar šele, da bi šlo skozi cikl življenja, ampak te faktorji so prav zdaj prisotni. V tem trenutku je ptičja sampada. Prav tukaj je tale nevednost in zaradi te nevednosti, ki je prav tukaj, je rojstvo, smrt, oziroma neprijetnost, trpljenje. Jaz trpim, oziroma je neprijetnost, ki se pokaže v različnih oblikah in to prihaja zaradi te nevednosti. Tako da vidite, da tale spisek, ni treba zdaj razmišljati čez vseh 12 skupaj, tudi ni treba razmišljati 11
povezavo z 12, ampak lahko tudi razmišljamo, ne vem, druga točka z 8 točko, kako sankara, tvorba, je pogoj za želje. Tako da jaz sem v svoji praksi veliko uporabljal kontemplacijo, pa tiče samopade. In jaz bi priporočil tudi vam, če imate to željo, ker v vsakem primeru kakorkoli že prakticirate, že na nek način prakticirate pa tiče samopada. Če imate osnovano pozornost, če pravilno razvijete zbranost, da vidite, da vsako dejanje, kako mi opazujemo s pozornostjo, vidimo, kako nekako vidimo, da je svet zame, da svet se nam upira ali se nam ponuja in kako mi trpimo ali imamo nek odnos do sveta in kakršenkoli odnos imamo do sveta in do tega, ki je nam že dano in kako potem prijo odgovornosti za naših dejanj, da mi ne moramo kar nehati z rojstvom, da kar ne moramo reči ne moramo niti narediti nek samomor, pa da bo vse potem v redu, bude rekel, da to bo še zmeraj vodilo naprej, ker delamo še zmeraj nekim uporom, samomori, tudi neko dejanje s svetom, ki bo vedno prinašalo tudi to posledico. Torej, na koncu vidimo, da ne moramo mi nič direktno narediti z našo bolečino, ne moramo res pobegati z kakšno ali za entertainment, oziroma za zabavo, z glasbo, čutnimi užitki, ker to še bolj pogojuje bhava, ko čutnim užitkih sem rekel, da je znotraj upadane oziroma dodanost, bo vedno potem še tvorilo bhava, rojstvo in spet to bolečino. Torej, da konec trpljenja se ne da reševati s tem, da se mi ali se upiramo ali da sprejemamo vase, ampak pravzaprav, kot vidimo na začetku, z vednostjo, torej znanjem. Ne tako, da se bi obračal levo ali desno, ali pa s kakšnim direktnim stvarmi. Naprimer, če imam kdaj občutek krivde, ali pa tesnoba, ali kaj takega, kako hočemo tako rešiti na zunanji način, ali če niso kakšne tablete, kaj takega, sigurno kakšne čudne stvari, grem televizor gledati, kaj takega. Tule pa Buda vabi, ne da gremo zdaj v ta ekstrem čutnosti, pa tudi ne v ekstrem nekega odpora. Jaz pa ne smem biti tak, pa to ne bi smelo biti. Tudi to smer ne gre. Torej, ne gremo ne v čutnost, ne v neko samokaznovanje, samotrpinčenje, samo kritike do samega sebe. To sta oba ekstrema. Buda rekel, jaz učim srednjo pot. Srednja pot je pa tako, da mi se prepoznamo. Jaz sem rojen, sem zato vržen. Zakaj je tukaj rojstvo? Z tega, ker stvari so, ker je eksistence, zakaj do tega pride? Zato, ker je neka domneva. Tole pa vse te prepoznamo, le če mi znamo pravilno kontemplatirati, raziskovati, torej da vidimo kot tole v ozadju, oziroma da se odmikamo stran in poskušamo prepoznati te sloje. Torej, ti sloji so itak že ves čas prisotni, zdaj jih moramo prepoznati v svojem doživljanju. In tu ne gre z neko abstraktnim razmišljanjem, pa raziskovanjem, ampak to mora res potekati z neko meditacijo, oziroma verjetno si že slišal, da bi se Joniso Misekara, o tem odšlo tudi pred kratkim, mislim, da Arjun je na mori govoril o tem. To je Joniso Misekara, ko gledamo tale vir, Joni, womb, maternica, to pomeni, Joniso Misekara je res potem vabi k raziskovanju pa tiče samopade. Ja. Torej, tako da, po eni strani, težka pot, ampak je dobra novica, ker se vidi, da se lahko rešimo teh stvari, da lahko se osvobodimo s
s tem, svojim trudom, znanjem. Tako da ni treba upati in prositi, ampak lahko, je možno. Zdaj pa, kolikor se približujemo tej dami, da mi živimo v skladu z damo, torej, da poslušamo na sveta. Vse mogoče nam ne bo uspelo postati arahant v tem življenju, ampak to ni važno, daj, ja ali ne, to sploh ni ravno razmišljati te stvari. Kolikor se mi približujemo k dami, da sledimo k dami, smo bolj osvobojeni na nek način. Če bomo mi začeli samo vedno reševati probleme na tak abstrakten način, pa direktno, pa s svetom, pa vse nekaj poštimati, pa kontrolirati stvari, da bojo nam prijetne. To smo jaz vedno pravim, ti je flikanje paradižnika. Vedno potem še slabše naredimo, bolj ko se flika. Torej, tega ni konca. To je potem tisto samsara. Vedno nekaj delamo, vedno nas vrže dol, nekaj vedno popravljamo, vedno nas vrže dol. Naše celo življenje se kar nekaj vrti, ves čas, se popraskamo, potem malčkam boljše, pa spet malo zasrbi, pa se spet popraskamo in skozi. In to je več ciklov. Cikli so lahko samo res dobesedno praskanje. Ali pa druge stvari, ki delamo v življenju. Vsi nekaj gradimo, smo uspešni, pa mogoče postanemo nezadovoljni. Skozi moramo biti neki tudi dinamični, ne moramo kar reči, zdaj pa vse, kar rabim, zdaj sem pa zadovoljen. Ne, duši, nove projekti, nove stvari, nove problemi, novi glavoboli in gremo spet naprej v cikl. Torej, ne delanje je skoraj samomor od človeka za ta identiteto. Mora vedno nekaj delati, mora vedno imeti neke projekte. Tako da, in začetka, in bude rekel, seveda, ve, da je nemogoče, da bojo začetku vsi, da bojo dojeli damo, ampak za tega pa govori, Na začetku ne delaj slabih stvari, ker bojo vedno bojo prinesle slabe posledice. Je neizogibno, bodo prišli. Delajte dobre stvari. Čim več dobrih stvari. In nič slabih stvari. In čez čas, ker ste z dobrimi stvari, dela dobre stvari, se nam bolj perspektiva poveča. Postane bolj širši, jasnejši, manj zapleten s svetom, ker kaj je tisto, kar mi pravimo dobro, koristno. Vse stvari, ki mi jih damo stran od sebe, torej radodarnost, toleranca, potrpežljivost, ta ljubezen, nejeza, te stvari. Vse, kar je v nasprotju z jemanjem specifičnosti, merjenje, to potem povzroča stvar. Koliko imam, koliko bom izgubil, te stvari niso ravno super. Če pa razvijamo dobre kvalitete, vse kvalitete, ki vodijo k opuščanju, zapuščanju, odreki, je dobro, nikoli ne more biti slabo. Bolj, ko bomo pustili, bolj bo svobodno. In če pri tem še razvijemo še razumevanje dame, oziroma kontemplacije, potiče samo pade, potem začnemo tudi videti, čutimo tale, v angleščini je dispassion, ta razstrastenje, kako bi to dal še kakšno boljšo besedo, ne vem, kar nek nezanimanje, odpor do same eksistence. Pa to ne pomeni averzija, imam sovraštvo do tega, samo nima več charm, nima več tiste privlačnosti in vidimo, da prinese bolj bolečina, tale vez prinese več bolečine in hočemo potem opustiti. Torej, mi ne delamo nikoli, da se bi poskušali izogniti, nekako ubiti stvari, ki jih nas veže, ker to bi bil en drug ekstrem. Torej, nismo mi še pripravljeni, zato ker nismo pripravljeni, ne vemo, kako delovati s temi stvarmi in zato tega se lahko zlahka zgodi, da delamo na napačen način, da začnemo razvijati neko averzijo, odpor do nečesa. Torej, tudi jaz sem nekaj časa
se spomnim, nekaj sem prakticiral, pa sem mislil, da treba imeti skozi nek odpor, da moraš pravzaprav skoraj biti nihilist, pa vse nekaj negirati okrog sebe. To, vse treba izničiti, ne morem niti iti v gore pa pozavati naravo, ne morem niti biti malo na soncu, pa da me sonce malo pogreje, ker to je že čutni užitek. To je potem problem, ker potem gremo v res neko črno jamo, ker se delamo z nekim nerazumevanjem. Zdaj pa pri praksi pa tako bude, pa sem rekel, ne, ja, izogibaj se čutnim užitkom, ker izogni se, ja, ampak z nekim razumevanjem, ne za nekaj, da bi negiral, ampak samo, dej stran, stopi stran malo od čutnih užitkov in zdaj samo se zadrži, da, to je tista primerjava, ki ste verjetno že slišali, ne, če hočeš narediti ogenj z drganjem dveh palcev, ne. In, si imel v vodi, si dal ven, si posušil in ko se posuši, potem lahko podrgneš, pa bo ogenj nastal, ne. Zdaj pa, in smo prakticirali, bude rekel, da je ven iz vode, smo dali ven iz vode in zdaj smo tu. Praksa je, da nadamo nazaj v vodo. To. Ker dajeti nazaj in vode spet tale dejanje, ki delamo. Spet nekaj kontroliramo, spet gremo nazaj v tisto pa ti časem upado, damo spet rojstvo in spet bo bolečino prineslo. Zdaj v praksi pa, ne, samo ne dajte nazaj v vodo. Ne rabi zdaj zažgati palce ali pa stran metati, pa ne vem, delati neko paniko okrog tega. Dal si ven iz vode, zdaj pa samo čakaj pa opazuje, kaj se dogaja. In kako vidimo, da moramo dati nazaj v vodo. Ne rabiš dati nazaj v vodo. Pusti, naj se posuši in tudi ne rabiš sušiti palce. Pusti na soncu, se bo posušilo. Tako da isto, pri čutnih užitkah, imamo tisto, pa jaz ne zdržim brez tega, ne zdržim brez te čokolade. Ne boš držal, ne vzeti čokolade, to je vse, in se bo ta želja posušila. 100%. Bo prenehala, se umirila, brez kakšnega samotrpinčenja, ni treba za čokolade metati čez oken, ali pa v školjko metati, po smeti. Bo želja se posušila. Tako da, ja.